sedete, so še 4 mesta. Pa še to tu dol, ne? Dobro. Prav, mislim, da bi lahko začeli, precej tega malo zapovedati, samo gledam prvo besedo. Torej, organizatorju. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v knjižnici Bežigrad oziroma mestni knjižnici Ljubljana. Jaz sem navdušen v bistvu nad vašim obiskom. Če bo slučajno komu slabo, naj prosim pove, predstavljam si, da bo zelo hiter slab zrak tukaj, ampak dobro. Veseli me, da lahko tukaj gostim gospoda Marjana Ogorevca, bioterapeuta, pravzaprav uveljavitelja šole bioterapije, sploh učitelja. In veseli me, da ste se odzvali vabilu na strokovno predavanje o bioterapiji. In kaj več bom pa pravzaprav kar vam pustil, da nadaljujete o tem, da se pogovorite z ljudmi. Hvala lepo za povabilo in moram se najprej opravičiti, moj glas je malo čuden. Danes imel sem eno tako zoprno izkušnjo, 4 dni sem predaval v hrvaški šoli za bioterapeute in smo reševali en zelo težak primer, ker je v eni družini se vse pravzaprav porušilo in sam, ker se niso začeli ubijati en drugega in so mi to predstavili in tam se je pojavilo eno tako, čeprav za nekatere verjetno to sploh ni sprejemljivo, vendar pojavilo se je eno bitje, ki je bilo tako močno, da so ljudje zanemeli mene pravzaprav, jaz sem pa dobil občutek, da to lahko rešim in sem to bitje spravil tam v tisto dimenzijo, odkudar prihaja. Vendar sem se ujel kot opica, zaradi tega, ker je v tistem trenutku, ko nišče ni mogel tega reševati, je meni ego zrastel, jaz pa lahko, ne, in to je tisto. Torej, vedno, ko se ujameš, jaz sem nekaj več, vedno nastradeš. V trenutku, pravzaprav za pol ure, sem imel zabite sinuse, teklo mi je nekontrolirano iz nosu, evo danes se že postavljam na noge, ampak me je sesulo popolnoma, tako da tudi jaz lahko dobim po prstih včasih, ampak samo zaradi tega, ker mi je zrastel ego, ker sem mislil, jaz sem pa nekaj več, jaz zmorem, kar drugi ne zmorejo. Tako. Kaj bomo pravzaprav danes delali? Namen predavanja je na nek način ozaveščanje, to, kar sicer delam, ker v zadnjem času ne delam več individualnih terapij, edino, kjer sem še v stiku z ljudmi, to so predavanja, ki tudi, tak je trend, zdaj smo mi povedali, se vedno snemajo in grejo na YouTube ali pa kje drugje, ki lahko pogledate in potem si lahko pogledate tudi druga predavanja, mislim, da je zdaj 5, nekatere so bolj tematsko usmerjene, ene bolj splošno, tako da imajo potem tudi tisti, ki ne morejo priti na predavanja, koristi. Kako bomo delali? Tako da jaz bom najprej v kakšni uri pa pol predstavil tako bolj na široko to področje, mojo filozofijo, potem je tu kar nekaj vprašanj, na katere bom odgovoril, lahko mi postavite tudi še kakšna druga vprašanja, če boste imeli predvsem iz tega področja, ali pa lahko tudi kaj splošno. Popolnoma vse eno, lahko je to politika, seks, šport, ali pa karkoli, ne, torej.
ni tako provokativnega vprašanja, na katerega ne bi odgovoril. Tako da upajte si, bodite predrzni. Bioterapija pravzaprav, ko govorimo o bioterapiji, bioterapija spada v, čeprav je to postalo sinonim za naravno zdravljenje, je del naravnega zdravljenja. Bioterapija sama ni tista, ki je osnovna, ni tista, ki edina rešuje naše zdravje, nam je pomoč, čeprav bi nekateri radi to tako na tak način predstavili. Na nek način vse sodobne bioterapijske metode ali pa tudi druge holistične metode spadajo v naravno zdravljenje in nekoč, davno, govorimo o stoletjih, tisočletjih, je to bil del zdravljenja, saj drugega niso poznali, znanost ni bila razvita, torej zdravniki so bili poklicani, torej niso šli v šolo zaradi tega, ker so starši zdravniki in ne zaradi tega, ker se to dobro zasluži, čeprav danes je to že spet vprašljivo, a se dobro zasluži, če si zdravnik, ampak so bili poklicani in so zdravili holistično, torej holistično pomeni celostno. Celostno v smislu, da so zdravili človeka na vseh ravneh, torej človeka kot telesno, energijsko in duhovno bitje, kot tudi sama anamneza ali pa samo postavljanje bolezenske slike se je postavljalo holistično, tudi časovno gledano, to pa pomeni, da je neke težave so nastale lahko sedaj, pred kratkim, lahko v tem življenju, lahko v prejšnjih življenjih, lahko smo jih prevzeli od staršev, torej veliko tega je v igri, zato na to gledamo torej brezčasovno. In seveda, kdaj na nek način, ko se je začela razvijati znanost, to je nekje, ko je družba prišla v krizo, po tem, ko smo prišli iz srednjega veka, je sicer Descartes velja za tistega, s katerim povezujejo ločitev duha in telesa, vendar to je bilo splošno gibanje, ljudje so želeli še nekaj več, torej priditi ven iz cerkvenih dogm, namreč v srednjem veku je cerkev bila tista, ki je vedrila in oblačila. Cerkev je bila tista, ki se je poslušalo in ona je imela ekskluzivno pravico na vse. Potem pa so na nek način se zmenili, da duhovni ločijo duha in telo, duh dajo v domeno cerkve, ki je, mislim, da še kljub teh vseh stoletij, ki so minila, cerkev se še vedno ni premaknila, niti pol koraka nazaj. Jaz imam včasih občutek še naprej, mislim, ni se premaknila naprej, torej nazaj se je premaknila. Znanost je pa razvijala drugo svojo doktrino, je dokazovala vse, kar se da dokazati na materialni ravni in tako se je torej znanost in lahko bi rekli religija ali vera so se zelo jasno ločile. Danes pa je prišel čas, torej ko smo začeli govoriti spet o združitvi duha in telesa, ki nikoli nista bila v resnici ločena, ampak umetno smo jih ločili, da bi lahko znanost raziskovala na telesu, da bi pa lahko tisti, ki so imeli pravico razlagati duha, da bi lahko da bi se lahko ukvarjali s tem. In v današnjem času se pojavila različna gibanja, ki torej poskusi tudi v medicini, tako imenovana integrativna medicina, torej poskusi nekatera zdravniška gibanja so se že začela zavedati, da ni dovolj samo medicinsko zdravljenje, ampak da je potrebno pogledati še kaj več, ker je človek torej telesno, energijsko in duhovno bitje. Zaradi tega so začeli sicer zelo narahlo, vendar začetek je govoriti o tako imenovani integrativni medicini, kar mislim, da je naša prihodnost, morda ne naše generacije, ampak torej generacije, ki prihajajo za nami, vsekakor bo to, če nič drugega, zavarovalnice se bojo pobrigale, da bojo imele večji dobiček, pa bojo vključile tudi naravne načine zdravljenja, kajti na ta način bojo zmanjšale stroške. To ponekod že počnejo v Ameriki, v Nemčiji, tako seveda za določene metode, ampak pomembno je, da se je nekje to začelo. Kot predhodnice teh
današnjih metod naravnega zdravljenja, da se tako izrazim, so vsekakor tradicionalne medicine. Od te zelo veliko jih je in nekatere so bile, pa so s izumrtjem civilizacije odšle, kot egipčanska in tako, vendar na nek način tradicionalna indijska in tradicionalna kitajska medicina so sedaj najbolj uveljavljene na zahodu, seveda tudi tibetanska medicina, pa še kakšna bi se našla, vendar to ni toliko pomembno. Pomembno se meni zdi to, da te medicine so tako dobro kot sistem nastavljene, da lahko recimo, da se v 5000 letih ni bilo potrebno nič spremeniti pravzaprav. V filozofiji, v konceptu, v načelih zdravljenja, torej si lahko predstavljate, kako mora biti dobro zastavljena zadeva, da je ni treba spreminjati 5000 let. Kajti danes, recimo, ko najdejo neko zdravilo, po 5 letih ziher najdejo, da je zelo škodljivo za vsako zdravilo in potem gre novo zdravilo. Torej, je veliko svet se danes zelo hitro spreminja, v takšnem času živimo in ker živimo v takšnem času, spremeniti ga ne moremo, zaustaviti se ne moremo, lahko greste, lahko živeti tam nekam v džunglu, ampak mislim, da to ni več smisel, tudi sam imam rad tišino, mir, ampak imam pa rad tudi, da lahko grem na internet vsak dan in tako, torej si kaj pogledam, tudi kaj na televiziji, torej te sodobne pridobitve današnjega časa mi zelo pašejo, torej, oziroma jaz rečem, da sem zelo komotno narejen, torej uporabim vse, kar se da, kar je dobro in zakaj ne bi, ne? Torej včasih se mi zdi nesmiselno, ko se nekdo zapre v naravo, ko pravi, jaz pa iz protesta ne bom imel elektrike, pa ne bom imel televizije, pa ne bom tega, pa ne bom nikoli več prebral Zeitung, pa tako naprej. Morda je to dobro, ampak jaz ne vidim smisla v tem, zato ker s protestom proti nečemu nič ne bomo rešili, veste, nič ne bomo rešili. Protest nikoli ni še rešil nič, reši osebni primer, reši kompromis, reši dogovarjanje, reši sprememba sebe, torej vsak sebe spremeni in potem nekaj rešimo. Seveda, še par besed morda o teh zgodovinsko gledano teh naravnih načinih zdravljenja, torej vsaka civilizacija oziroma vse generacije za nazaj so imele pač metode, ki so bile prilagojene na njihovemu načinu dojemanja, njihovemu načinu, torej sploh kako so funkcionirali, kakšno filozofijo so imeli, kaj je bilo v ozadju, kakšne vere so bili, kot tudi stanju zavesti. Normalno, da so včasih ljudje verjeli čisto v nekaj drugega, kot danes verjamemo, in zaradi tega so bile tudi metode, ki so bile prilagojene temu, torej učinkovite. Pa tudi danes, veste, ker če ti verjameš, da ti bo nekaj pomagalo, to sproži znotraj nas dejansko tudi fiziološke spremembe. Torej, to so dokazovali tako pri naravnih načinih zdravljenja, če nekdo recimo v Sibiriji verjame šamanu, da ga bo pozdravil, potem mu bo ta lahko pomagal. Z druge strani pa smo priča, ko so naši zdravniki iz Evrope hodili v Afriko in so tam pomagali zdraviti zelo bolne ljudje, ki so stali po stotine v vrstah, pa so jim, ker so čakali čudežno zdravilo od zdravnika, pa so jim dali navaden aspirin in so ljudje ozdraveli, ker so bili prepričani, da je to za njih rešitev. Tako da tudi pri zdravilih, tudi zdravila so lahko učinkovita, če verjamemo zdravniku in če verjamemo, torej, da se lahko pozdravimo. Seveda, če pa nam nekdo, torej to gre tudi včasih tudi za placebo efekt, včasih tudi tableta iz sladkorja naredi čudeže, zaradi tega, ker se sprožajo določeni endorfini, ki potem povzročajo vpliv na našo fiziologijo, na naše telo in se začnejo procesi samozdravljenja. Jaz sicer vedno trdim, da nihče na tem svetu ne zdravi, niti zdravnik, niti noben terapevt, vedno brez izjeme gre za proces samozdravljenja. Zdravnik pomaga s svojo diagnostiko, s svojimi farmakologijo, v skladu z
doktrino, ki jo ima medicina, mi spet na drugačen način, župnik pa spet na drugačen način. Torej vsak lahko najde, vsak nam lahko pomaga, torej samo če mu verjamemo. Če mu verjamemo, potem se sproži tudi placebo efekt in placebo efekt torej lahko pripelje tudi do zdravljenja. Z druge strani je pa tako imenovani nocebo efekt. Nocebo efekt je pa najbolj vam bom to približal, če nekdo, recimo, ki je star 50 let, ima povišen krvni pritisk in mu zdravnik reče, vzamite te tabletice, pa pridite spet, ko uporabite in to bo do konca življenja. Torej, nikoli se ne boste rešili tablet, vedno boste jih morali jemati. To je pa nocebo efekt, torej v tem primeru pa se mi programiramo, pod pogojem seveda, da mu programiramo za to, da bomo vedno brez izjeme jemali tablete in seveda, to je pa tudi, pa zdaj nekateri govorijo o teorijah zarote, vendar je to tudi voda na mlin farmacevtske industrije. Teorije zarote pa pravzaprav mi sploh ne potrebujemo. Te ste videli, zdaj tudi te dni je bilo v medijih, ker so začeli takrat, ko je žled padel, tudi meni so pošiljali maile, da ocenim, da je na delu, ko je bil žled pri nas, da je na delu torej, teorija zarote, da so Američani, Nemci, pa ne vem kdo vse, kemikalije tle puščali in da torej zaradi tega se je pojavil žled. V resnici pa te ljudje, ki to govorijo, bi se morali vzeti srednješolski učbenik iz fizike ali pa celo za 7. razred in bi lahko v tem učbeniku našli razlago za vse te pojave, od tega, da se, ne vem, sneg ne dobi, pa od tega, ne vem kaj vse, ker to je vse, to je čista fizika in ni potrebno nobenih teorij zarote. Pri farmaciji, pri, ne vem, Monsanto, semena in tako, ko ljudje radi te teorije zarote, torej tako poudarjajo, jaz vedno pravim, da teorija zarote ne obstaja, to je vse res. Brez teorije zarote, to je čista ekonomija. Samo en učbenik ekonomije za 1. razred ekonomske fakultete si preberite in lahko notri razložite, kako deluje Monsanto, kako deluje Krka, kako deluje Lek. Se ne obstaja nič drugega, torej v sistemu, ki je naravnan pridobitniško, da bi imel čim večji dobiček, moraš narediti vse in še več, da bi dobil trg, da bi prepričal kupce, da potrebujejo tvoje proizvodnje in to je to, da on ne bi zdaj govoril o ekonomiji. Spomnil sem se, ker sem študiral ekonomijo, včasih pa, ker sem strokovnjak za bančno poslovanje. Verjetno se pa popolnoma ne vem pa nič o tem, kot verjetno tudi naši bančniki. Tako. Seveda, te metode so doživele postopen razvoj. Če se že, tisti, ki se spomnite, ki ste malo starejši nazaj, približno 30 let nazaj, so na naš prostor začele prihajati iz zahoda različne metode zdravljenja. Mi smo imeli prej neke bioenergetike, ki so imeli naravno, tako lahko bi rekli naravni dar, da so lahko tistim, ki so se jih dotaknili, tistim, ki so bili v njihovi bližini, da so jim lahko pomagali, torej so se ljudje boljše počutili, včasih so tudi ozdraveli, torej vendar takih naravnih zdravilcev je v resnici izredno malo, približno en toliko, koliko ljudi je sposobno, da bi postali pogoreli, recimo kot če bi igrali klavir. Torej, zelo malo ljudi, ki imajo to naravno, brez da se učijo. Seveda, te nove metode, sodobne metode pa omogočajo tudi tistim, ki nimajo tak potencial, da se naučijo tehnike zdravljenja, da jo potem uporabljajo in ker smo na trgu, torej vsi mi smo na trgu, da se razumemo, potem prodajamo to. In seveda, mojo zgodbo ljudje radi kupujejo, nekoga drugega ne kupijo in to je to. Zadeva je ful enostavna. Vsi mi prodajamo neke svoje zgodbe in če ob tem, če je zgodba učinkovita, potem se zadrži nekaj let, če pa ni učinkovita, pa pride in gre. Tako imamo, recimo, smo pričati nekim trendovskim metodam, ki so prihajale v naš prostor v preteklih letih, pride 2-3 leta, pač to konzumirajo tisti, ki so vedno
napreži, da konzumirajo vse novo, vse trendovsko in potem gre. Torej, če bi bilo kaj v tej metodi več, potem bi sigurno se zadržala dalj časa. Torej, ker pa se principi teh metod ne skladajo z nekim naravnim redom, ki se ne skladajo torej, tako s tistim svetim kot s profanim, torej na zemlji, potem nimajo osnovnih temeljev, nimajo dobrih in potem zadeva gre. Predvsem pa velika večina teh metod ima eno težavo, ker se terapevt postavlja v vlogo jaz zdravim, ti ne rabiš nič narediti, ti samo plačaš, pa se vležeš na mizo. Ali pa sediš, ne? In to je pa ena velika težava. In ljudje so pripravljeni plačati to iluzijo, da bo nekdo naredil nekaj namesto njih. Torej, to je en velik problem, ker bi mi radi naredili nekaj namesto, da nekdo naredi namesto nas. Tega ni nikjer v tradicionalnih medicinah ne boste zaznali, tam se vedno govori o preventivi, o ozaveščanju, o pravilnem delovanju, pravilnem razmišljanju, o prehranjevanju pravilnem, o tem bomo nekaj še bolj pozneje povedali. Torej, teh metod je zelo veliko, kateri verjeti, to vam jaz ne morem povedati, ker moja naloga je, da delam svojo metodo dobro, ne da kritiziram druge, vendar verjemite mi, da vam nišče ne more namesto vas popolnoma nič narediti. Pogosto mi postavijo vprašanje, kako vedeti, kater terapevt je dober. Jaz jim odgovarjam zelo enostavno, ampak res tako tudi mislim, da ni slabih terapevtov. Vsi mi smo nekje vmes na neki stopnici in k nam prihajajo točno tisti ljudje, ki smo jim mi določili. In zdaj, če je človek neetičen, če obsoja terapevte, zdravnike, ne vem kaj, potem po zakonu, pa kakorkoli svetem, kozmičnem, bo vedno prišel k takemu terapevtu, brez izjeme. Tako da sploh ne rabite skrbeti, a ste pri pravim terapevtu, vedno je terapevt pravi za vas. Če pa želite, da boste prišli do boljšega terapevta, potem pa treba včasih tudi malo spremeniti razmišljanje, pogled na svet, svoj karakter včasih, in torej marsikaj je treba spremeniti, da bi prišli do boljšega človeka. In kar se mene tiče, čeprav se bo to se sliši zelo grdo, jaz se zavedam tega, sploh v teh težkih časih, vendar na tem svetu ni krivice. Ta svet je narejen točno tako, kot je narejen, tako kot smo ga mi naredili v preteklosti, v prejšnjih življenjih, generacije pred nami, in je narejen tako, večplastno, veliko filmov obstaja, v katere mi pridemo. V katerem filmu smo, odvisno od tega, kako so naša prepričanja, kakšen je naš karakter, ali obsojamo, ali pa vse sprejemamo, o tem bom tudi malo pozneje povedal, vendar vedno pridemo v ta pravi film, tisti, ki ustreza nas. In če se sprašujete, a ste na pravi poti, vedno brez izjeme ste na ta pravi poti. Vedno brez izjeme. Vprašanje pa je, a vam je na tej poti ugodno, a se v tem filmu dobro počutite. Če se ne počutite v tem filmu dobro, potem se ne sprašujemo, kaj moram od zunaj spremeniti, da bo moj film boljši. Torej, režiser je tam gor, on itak samo usmerja, igralci smo tu postavljeni in jaz moram sebe spremeniti, da bi dobil možnost in sprejeti ta film, v katerem sem, da bi dobil možnost preiti v nek drug film, ki je pa bolj ugoden. In tam srečati tiste ljudi, ki razmišljajo podobno kot jaz. Torej, krivice ni, vse je, da se razumemo na čisti zemeljski ravni v teh naših socialnih odnosih in na vsem tem, kar se nam dogaja. Tu je lahko nekdo prikrajšan, prizadet, lahko ostane brez premoženja ali gre pa v zapor tudi po krivici, vendar, če to gledamo samo na zemeljski ravni, to je res, če pa vzamemo zadevo celostno na vseh ravnih, potem pa to ni čisto tako. Potem pa vedno obstaja razlog, zakaj se je nekomu to zgodilo. Jaz sem nekoč, 20 let preučujem, vedno mi je zanimivo to, imam možnost pogleda v podzavest ljudi in tudi pogledati, kakšne vzorce nosijo v sebi, kako razmišljajo, kakšne prepričanja imajo, kakšne odvisnosti podzavestne imajo.
In sem v enem tem svojem obdobju, sem si vzel za nalogo in sem pregledal vse tiste ljudi, do katerih sem lahko prišel preko časopisov, preko medijev, ki so vložili denar v neke nakupovalne verige piramide, ki so vložili denar z obljubami, da bodo dobili 20% obreste mesečno in tako naprej. In to so brez izjeme vse ljudje, ki imajo v sebi podzavestno, poudarjam podzavestno, z tega, ker če sem komu to rekel, je rekel, to ni res, jaz nisem takšen. Seveda nisi ti takšen kot osebnost, ampak v podzavesti nosiš recimo odvisnost od materialnosti, odvisnost od tega, da bi bil bogat, odvisnost od tega, da bi bil znan in odvisnost od tega, da bi na lahki način dobil nekaj, kar si nisi zaslužil. Kajti če nekam, si predstavljate, ker to ne prenese naravni red, da ti daješ 100.000 evrov, pa da dobiš vsak mesec 20%. Si predstavljate, če bi to bilo možno, potem bi vsi te milijarderji iz Amerike takoj vložili v to, pa bi takoj, zamislite, kako bi se pomnožilo njihovo bogatstvo. To ni možno, ne? In ker so te ljudje praviloma zaradi, niso oni krivi, ampak notranje stanje njihovo je takšno, da jih je potegnilo v to, da so plačali. In seveda so dobili po prstih, to je pa njihovo zdravljenje. In seveda, zdaj sem se že malo dotaknil tega, s čim si mi pokvarimo svojo prihodnost. Torej, če se je nekdo na to odzval na ta način, ko je izgubil denar, da je rekel, ok, to je šolnina, oziroma moj pokojni oče je rekel, rad temu rekel, to je davek na bedake. In torej, če si plačal davek na bedake ali pa veliko šolnino in si rekel, ok, to je tako, ne bom se več s tem ukvarjal, je to v redu, je bo tvoja prihodnost boljša. Če pa si začel obsojati, če si začel napadati, če si vsak dan preživel v obsojanju in v jezi, potem pa bo tvoja prihodnost čez dalje slabša v tem življenju in v naslednjem življenju in tudi prihodnost tvojih otrok, kar je pa, to je fenomen, vendar to se dogaja, verjemite vi, da s tem na ta način vplivamo tudi na svoje otroke. Tako, seveda zdaj v tem zdravljenju obstajajo različne filozofije. Namreč filozofija nam pomaga, da si razložimo koncept zdravljenja, pristop, da sploh vemo, v čem se gibljemo. Torej, ena filozofija, razdelil bom samo na dva dela. Eni terapevtske metode zagovarjajo dejstvo, da ni potrebno nič storiti, da ti samo stopiš pred terapeuta, on malo maha, malo dovaja, malo odvaja energije, malo to, malo ono, malo se pogovarja, malo te zvija ali pa karkoli, da ni treba nič narediti. To je ta pristop in na temu, to je zelo fajn zadelati, veste. Ker če ti nič ne odgovarjaš, če ti nič ne rabiš človeku povedati, samo mahaš, ali pa še boljše, recimo kot braco. Meni je žal, da se nisem spomnil tega, da bi delal kot braco, dokler nisem ljudem pokazal, da znam to drugače delati. Ker to je zelo fajn. Prideš 5 minut, pogledaš in greš. Da mislite, kak je to fajn. Ampak ne želim reči, da on nima vpliv na ljudi. Ima vpliv na ljudi. Zato, ker, veste, tu pa drži tisto, ne moja, tvoja vera te bo pozdravila. In če so ljudje prepričani, torej on ima karizmo, on ima energijo in sama ta energija se ljudi dotakne in če verjamejo, da je bo boljše, grejo ven vsi vzhičeni. In je to okej. Glejte, mislim, danes je vse okej, karkoli gre čez, če se ljudje dobro počutijo. Ta pristop karmične diagnostike, zakaj karmična, karma je delovanje, karmična diagnostika je pravzaprav metoda, ki na nek način želi pogledati za nazaj kronološko vzroke za naše težave, oziroma za naše stanje, za vse tisto, kar se nam dogaja, da bi lažje razumeli, da bi prevzeli odgovornost za svoje življenje, za zdravljenje in da bi začeli delati spremembe. Torej, moramo razumeti in lažje, naprimer, razumemo, da sem depresiven, da imam samomorilske namene, zaradi tega, ker kot otrok, naprimer, nisem bil sprejet, je celo mama poskušala splav narediti, pa ji ni uspelo, naprimer,
ker jo je nekaj zadržalo, takšen otrok normalno, da je obeležen celo življenje in ima od samomorilskih želja pa do depresije ali pa karkoli se mu lahko dogaja, ni pa nujno, ker to ni vedno nujno, pozneje vam bom povedal o tem, v katerih primerih se to dogaja. Torej, v karmični diagnostiki poskušamo to narediti. Utemeljitelj karmične diagnostike je ruski terapevt, duhovnik je bil, ne vem kaj s čim se vse bavil, Lazarev, v Sloveniji malo manj znan, ker ni v slovenščino preveden, njegovi knjig niso prevedene v slovenščino, ampak v hrvaščino in srbščino, pa tudi, ker je bil pravoslavni duhovnik, potem je on po svojem razmišljanju, po svoji filozofiji je bliže Srbom, naprimer, kot pa Zahodu. V Ameriki recimo ga sploh niso prav sprejeli, ker Američanom, ko je začel o tem govoriti in pisati, in ko so brali, to njim ne paše v njihov koncept, v njihovo filozofijo življenja in ga niso sprejeli, ni bil sprejet. Bolje je na vzhodu sprejet. Torej, jaz sem se od njega naučil veliko, namreč te osnovne zadeve, potem pa sem v to ugradil še neka svoja raziskovanja, neke druge izkušnje drugih terapevtov, nekih metod. V resnici bi lahko rekel, da sem eklektik, da pobiram od vseh pomalo in sestavljam svojo zgodbo, ki je danes takšna, jutri bo pa spet drugačna. Torej, ker z vsakim dnevom imam neko novo spoznanje in to vključim notri in se zgodba nekoliko menja. In vse bolj po 25 letih ukvarjanja s tem, vse bolj prihajam do tega, da pravzaprav ljudem ne moreš nič pomagati, da je nesmiselno jih sploh zdraviti, ampak jim je treba dati informacijo o tem, zakaj so prišli v to stanje in potem jih je treba voditi, da sami naredijo nekaj za sebe. Torej, z vsakodnevno prakso, s pravilno prehrano, z počitkom, delom, torej, da imajo prav to urejeno vse, z urejanjem odnosov in tako naprej. Na ta način lahko ljudem trajno pomagaš. Lahko pa jim samo daš energijo, ki jo spustiš skozi sebe, se bojo trenutku boljše počutili in potem razmišljajo, ker ti ljudje bi radili ezoterični aspirin. Torej, spet aspirin, ampak ezoterični, in ker je ezoterični, ker je iz energije, potem mislijo, da so dobili nekaj več. Niso dobili nekaj več, samo malo drugače, malo na višji ravni. V resnici je pa to tudi aspirin. Karkoli jaz naredim za tebe, je to nekaj, kar je od zunaj, je to aspirin. Da ne rečem, da ni potrebno včasih vzeti tudi aspirin, tudi antibiotike in tudi medicina ima prav, ko zdravi na telesni ravni v skladu z doktrino in spoznanji, znanstvenimi spoznanji, kajti če ne bi bilo medicine, potem pol nas tukaj ne bi bilo, ker bi umrli v porodu, ker bi nas pobrale bolezni, ker bi marsikaj bi se zgodilo, vendar to ni dovolj. V tem je problem. Torej, morali bi začeti razmišljati, da to ni dovolj. Danes sem eno kolumno za Polet Fit napisal, ker sem govoril o temu, torej, da pravzaprav koliko god, recimo vezano na šport, jasno, koliko god mediji, torej potem mi, ki predavamo, govorim, in tudi vrhunski športniki, ki govorijo javno o tem, govorijo, da jim je pri njihovem doseganju njihovih vrhunskih rezultatov pomagala tudi meditacija, energijske vaje, medicina, trenerji, uradne šolske ustanove, ki usposabljajo trenerje, učitelje telovadbe, to sploh ne slišijo, kot da imajo tiste plašljivce gor, ki jih imajo konji in enostavno ne slišijo. Pa ni dovolj, če recimo Djokovič je en takšen, torej se skoraj v sodobnem svetu, tisti, ki ima televizijo, radio, a je sploh to, ki ni slišal za Djokoviča, zelo malo ljudi, ko on pove, da on je imel posebnega učitelja za to, da se je to od tega učil, on je bil direktni učenec Svamija v tistem času, pred 30 leti, ko so ljudje mislili, da je nor, ker se s tem ukvarja. Torej, jaz sem se pogovarjal z eno njegovo kolegico iz reprezentance, je rekla, mi smo mislili, da z njim nekaj ni v redu, Ko je pa začel zmagovati, smo pa rekli, ja pa se nekaj je v tem, ampak to je tako preveč daleč,
da pravzaprav nismo se niti upali spustiti v to, v karkoli. Ravno tako Kozmos kot olimpijski zmagovalec, pa še bi vam lahko naštel, ki govorijo o tem, torej govorim samo, jasno sedaj samo o športu, in je čudno, da se nihče sploh ne odzove. Zakaj ne? Ker bi bilo potrebno spremeniti učbenike, ker bi bilo potrebno se naučiti pa predavati na drugačen celostni način, ker bi mnogi, ki prodajajo meglo, izgubili službo, torej, bi se spremeniti svoje razmišljanje in tako naprej, in družba se spreminja zelo počasi. En guru, en tak bolj moder guru, sklepam potem je rekel, da se družba spreminja na grobovih tistih, ki so delali do sedaj. Torej, ko umrejo, se družba lahko spremeni. Torej, ko oni odidejo, novi lahko prevzamejo neko novo filozofijo, drugačen pogled, tiste stare ne moreš spremeniti. Jasno. To je generalno gledano jasno. So ljudje, jaz poznam tudi ljudje, ki imajo 90 let, pa so popolnoma razmišljajoči kot kakšen 40-letnik. Zakaj? Zato, ker se ni nikoli pustil, ker je vedno šel s časom, ker je vedno razmišljal, ker je načitan, ker ima izkušnje in ker je dobesedno postal modern. On lahko to spremlja. Tako, torej, bil sem pri karmični diagnostiki, ta metoda, pravzaprav to skoraj da ni več metoda, kajti vsaka metoda je zaključena, omejuje s svojimi pravili, ki jih moramo upoštevati, in kot takšna, meni se zdi, da vsaka metoda pravzaprav omejuje in je treba stopiti iznad metode, iznad vsake metode, naučiti sprejeti neko novo filozofijo, naučiti se temeljnih principov, kdo je človek, kako človek funkcionira, kako pride do težav in kako mu lahko pomagamo, in potem uporabiti vse tisto, kar imamo na voljo. Torej, vsekakor medicino, ravno tako energijsko zdravljenje, ravno tako nekoga, ki bi lahko ga opredelili kot duhovni zdravilec, ki nam pomaga tudi spremeniti odnos do vsega. In torej, če to tako jemljemo, potem je karmična diagnostika sprejemljiva pravzaprav za vsakega terapevta, za vsakega učitelja, za vsakega zdravnika, za vsakega podjetnika. Torej, jaz sem nekaj časa delal v parih velikih podjetjih z menedžmentom in verjemite mi, da so zelo dobro sprejeli ta pristop, da so začeli o tem razmišljati, da so praktično nekaj naredili in seveda sebe počistili v tej meri, da so lahko uporabili ves svoj potencial. Seveda, potem se je pa pojavil en velik problem, etika. Namreč, etike pa ne more terapeut naučiti nekoga. Etika je pa nekaj, kar je odvisno od stanja zavesti. Če nekdo misli, da tudi med ljudmi prevladuje, torej da je darvinizem na poti in da lahko vzameš vse, kar ti je dovoljeno, oziroma kje te ne lovijo, kje so zakonske luknje, potem si pa ti bolj, ko si sposoben, bolj boš to zlorabil. Veste, ker to je še ena taka, bi rekel, skoraj zmota, ki prevladuje med ljudmi, da več, ko imaš energije, bolj si etičen, oziroma da je odprtost za energijski pretok avtomatsko že etika. Ne, odprtost za energijski pretok in moč energije samo povdari tisto, kar nosiš v sebi. Torej, če sem bedak, bom še večji bedak, če sem pa pameten, bom pa bolj pameten. Če sem etičen, bom še bolj etičen, če sem pa neetičen, če zlorabljam vse po vrsti, potem bom pa še hujše. A mislite, da te nekateri ljudje, ki so izkoristili recimo nesposobnost večine ljudi v primenjavi sistema, pa so si pobrali tisto, kar so lahko, definitivno v tistem času so bili v zelo močnih energijah, imeli so moč, ne samo položaj, ampak tudi energijo, kajti ti se moraš v to postaviti, moraš to sprocesirati, moraš iti skozi to. Pozneje pa se jim je to zaprlo, zaradi tega, ker trajno... Prosim? A ja, listke.
ker trajno ne moreš nič dobiti, kar ni tvoje, in trajno ti ne morejo nič vzeti, kar ni tvoje. In smo že priča, da se sistemi so se začeli rušiti, pridobljene na bogatstva ali pa kakorkoli se izgubljajo, in verjemite mi, da bo slej ko prej, če ne zdaj, pa v naslednji generaciji, vse prišlo spet na nulo in bomo vsi lepo veseli in bomo s tistim, kar imamo. Tako da mene ne skrbi, če kdo zlorablja, zaradi tega, ker je vedno tudi zlorabljen in moral priti v to situacijo, da se nekaj nauči. Zaradi tega mora biti taki, ki zlorabljajo, so zelo dobri terapevti, ker nas učijo postaviti se zase, naučijo nas, da ne plačujemo davek na pedake, naučijo nas, da torej je treba skrbno premisliti, da je včasih potrebno uporabiti nekaj čisto navadne, kmečke, zdrave logike, ki nam pove tako in da ni treba delati doktorske disertacije iz nečesa, kar je čist naravno, kar je čist jasno, kar je, torej, ti si bedak in gotovo, in zdaj to nimaš kaj boš filozofiral zdaj v tem, kaj si, torej, ali pa si, ne vem, ki si nas pokradil, ne, mislim, se to zelo enostavno, se ni treba nič filozofirati, ne vem, to je politični konstrukt, ali pa to je tako, ne, mislim, ali pa, razumete, to je, stvari so zelo jasne, vendar, kot družba nismo verjetno zreli za to, zaradi tega, ker imamo tudi vsi malo masla na glavi, ne, in jaz včasih rečem, da torej, lahko je biti pošten, da ne zlorabiš ali pa ne pridobiš nekaj zase, če nimaš te priložnosti. Če pa nekdo, ki je navajen oziroma je pripravljen recimo na to, da če se trgovka zmoti, pa mu da 5 evrov več, vem, da ne bo šel nazaj, pa ji bo vrnil, ker ve, da bo ona to od svoje plače dala, če en takšen človek, če bi prišel recimo gor za direktorijata nekje v nekem ministrstvu, če bi mu ponudili, ne vem, 500 000 evrov, da bo nek projekt speljal, bi ga tudi speljal, jasno, zaradi tega, ker je samo seme je posejano, ne, saj veste, to je vedno, torej vprašanje je samo cena, ki jo imajo, ne, pa tako tisti, ne vem, če poznate tisti vic, ko sta dva homoseksualca se dogovarjala rad, da bi še tretjega partnerja, ne, in ga mislim, pravi en, čuj, ne moreš najti človeka, glej, je rekel, dobesedno Pedro ni več. Pravi on, gremo poskušati plačati in na cesti zaustavita enega, bi šel z nama, ne vem, za 10 evrov, ma kakaj slučajno, za 100 evrov, niti slučajno, za 1000, niti slučajno, za 1 milijon, ja, je rekel, viš v čem je problem, je rekel, Pedro je dovolj denarja ni, ne? Ja. Jasno je, da če imamo priliko, torej kot družba, pa smo vseeno verjetno tako naravnani, da se pa nek povprečje pa odraža, tudi naša politična struktura odražajo to, vse drugo, vsi, ki nas vodijo, to so pa nekje povprečje nas, ne? Tako da, to je to, kar imamo, ko se bomo mi začeli spreminjati, bomo ustvarili pogoje, da se naredi tudi premik na politični sceni, na, ne vem, kjerkoli, torej. Mi moramo nekaj pri sebi narediti, tako. Samo malo trenutek, da prevem, koliko je ura? Še 45 minut je. 45 minut, ja, okay. Zgubimo občutek za čas, ker me zapelje. Pa bi začeli malo s tem delom strokovnim, pravzaprav, jaz ga niti ne bi imenoval strokovni. To je bolj tako, da se mi, da dobite samo neke prebliske o področjih, o katerih bom govoril. Tistega, ki to zanima, se bo itak pogledal, gledajte, danes imate na internetu veliko, imate knjige, imate ne samo moje knjige, knjige so še druge, ne, ampak tukaj so zdaj samo moje, ne. Drugače pa, veliko tega znanja je danes zunaj in sedaj od tega, kaj vi iščete, je odvisno, kaj boste našli. Torej, za vsako zadevo, recimo za neko metodo, ali je učinkovita ali ne, recimo homeopatijo, lahko, če želim najti študije, znanstveno dokazovanja, da je homeopatija učinkovita, bom našel, kolikor hočem člankov. Če pa hočem z druge strani najti tiste študije, ki so to uvrgle, jih imam dovolj.
Torej, vedno to ne pomeni, torej, najdi nekaj na internetu, kar dokazuje ali pa vrže, to še nič ne pomeni, ker je to odvisno v tej neskončnem skladišču podatkov, je odvisno od tega, kaj iščemo, točno tisto bomo tudi našli. Da bi nekod začeli, morda samo, kdo mi pravzaprav smo. To imate tudi zelo veliko filozofij, hipotez o tem, ljudje so študirali to, ne vem kaj vse. Meni je najbliže, najbolj sprejemljiva ta hipoteza, da smo mi duhovna, zavestna bitja, ki so prišle na zemljo se utelesiti in prinesti dobesedno duha na zemljo, iti skozi zemeljske izkušnje, skozi veliko življenj, dokler se spet najprej involucija, spuščanje v materialni svet, in čas involucija pomeni tudi, da počasi pozabljamo, odkot prihajamo, in evolucija, da se začnemo počasi zavedati, odkot prihajamo, se začnemo počasi zavedati, da si sami ustvarjamo svojo usodo, svojo karmo, in da se počasi začnemo zavedati, da moramo sami prevzeti odgovornost za svoje življenje in da edino mi lahko naredimo spremembo. Nekje, moja ocena je, da smo nekje ravno na sredini dol, tole involucija si je prišla do konca, evolucija se je začela, torej začeli smo malo razmišljati v tem smislu in tu se pojavlja seveda problem, kako razumeti smisel življenja na zemlji. Jaz imam za sebe zelo enostavno definicijo, če ta za vas velja, si jo spremite, drugače pa naredite sebi neko drugo. Torej, moja hipoteza oziroma moje razumevanje življenja na zemlji je, da sem prišel na zemljo zbirati izkušnje. Čim več izkušenj. Izkušnje pa niso samo ugodne ali pa neugodne, vse izkušnje potrebujemo, ker moramo vedeti tako, kaj je v tem zemeljskem dualnem svetu, moramo vedeti tako, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je mrzlo, kaj je toplo, svetloba, tema, torej vse to, ko spoznamo, se lahko dvignemo v zavesti in potem gremo naprej spoznavati nekaj drugega. Zaradi tega ne misliti, da boste bolj duhovni, če boste samo doma peli, pa molili in meditirali, če ne greste nikamor, ne mislite, da je to bolj duhovno, kot če greste v življenju, pa tudi naredite napake, pa ga včas biksate. Se veste, tista pesem hrvaška, torej dobre djevojke idu v raj, one zločeste idu posvuda. Torej, za njim je dovoljeno iti povsod, med drugim tudi v raj, ne, jasno. Torej, imajo veliko več izkušenj. In torej izkušnje so tiste, ki jih mi potrebujemo in zaradi katerih smo tukaj na zemlji. Seveda, ne me razumeti, da vam želim vcepiti neko svojo filozofijo. To je moj pogled na to in tako razumem in tako živim in razmišljam, ko bom prišel kamorkoli gor v ta dušni svet, ali bo to sveti Peter, ali bo to nekdo drugi, me bo vprašal, koliko imaš ti izkušenj. Jaz jih imam zelo veliko, pa še vozijo za mano v enem kombiju, ne? Pa še, gledajte, na polovico življenja sem, to pomeni, da jih bom imel še veliko, ne? Torej, izkušnje so pomembne, brez izkušenj ni nič. In včasih so nekatere te duhovne smeri so na nek način sprejemale to filozofijo, da če želiš se samo z duhovnostjo ukvarjati, greš v samostan, greš v nek ašram, v resnici večino tistih, ki jih jaz poznam, so pobegnili v samostan, so pobegnili v ašram od življenja, ker ga ne zmorejo. Tam je pa all inclusive, vse res, da se moram zjutraj vstati, pa moliti, pa poribati, pa pridelati hrano, ampak veliko lažje jim je kot nekomu, ki mora se voziti 1 uro do službe, naporna služba, 80 ur, pridi domov in vse to skupaj opraviti,
otroci se pripravljati za službo, včasih domov kaj prinesti, ne ve, kako bo plačal račune. Torej, to je duhovno, v tem se znajditi. To je pa malo drugače potem, ne? Torej, lahko je biti duhoven v ašramu, v cerkvi ali pa v samostanu. Torej, življenje je tisto, kjer lahko preveriš, a si duhoven ali nisi. Če zdaj nekdo tukaj misli, aha, zdaj sem pa jaz zelo duhoven, pride pa ven, pa ga je nekdo zaparkiral, pa začne bentiti, obsojati, torej je padel takoj na izpitu po celi črti, torej važno je tisto, kako se on od znotraj odziva, kaj normalno je, da lahko reče človeku, to ni fair, to ni korektno, torej omejil si me, torej ne morem iti domov, ampak če se pa ti zares jeziš in si res jezen, užaljen zaradi tega, potem pa je to en tvoj velik problem. Potem pa nisi niti se v prvi razred osnovne šole glede duhovnosti upisal, ne? Nisi, verjamete, torej črte tako razžene, kar ne pomeni, da nimamo pravico se razjeziti in da nimamo pravico izražati svojih čustev, saj tako kot jaz razumem, škodljiva čustva so tista, ki jih ne izrazimo, vsa tista dobra so pa tista, ki jih izrazimo. Torej, tudi jeza, če jo izrazimo, namesto da jo tlačimo v sebi, je z vidika terapeuta, to pomeni z vidika zdravja, je zelo koristna. Vprašanje pa je, koliko je sprejemljiva za vašega sodelavca, na katerega se razjezite, pa ga pošljete nekam tam, kamor mislite, da bi moral iti. In tako, torej, to je pa vprašanje, ne? To zgleda morda včasih nekulturno, primitivno, v resnici je pa zelo zdravo, veste. Jaz govorim kot terapeut, kaj je zdravo in kaj nam poškoduje zdravje, ne, ali je to moralno, etično in tako. To so druge ustanove, ki se s tem ukvarjajo. Torej, moje je, da govorim o zdravju, kar je za nas škodljivo in kaj ni škodljivo. Tako. Seveda, mi, kot sem prej govoril o tej involuciji in evoluciji, če pogledamo nas kot telesno, energijsko in duhovno bitje, mi vse to imamo, vse plasti v sebi, vendar se jih vseh ne zavedamo. Torej, zavedamo se tistih, dokot seže naša raven zavesti. Torej, nekdo, ki prizna samo ugotovitve znanosti, ki pravi, za mene je resnica samo tisto, kar vidim, kar otipam, kar je možno, ne vem, prijeti v roke, ta se po vsej verjetnosti trenutno nahaja v stanju zavesti, ki ga omejuje, da bi videl ali pa čutil ali pa sploh sprejel, da obstajajo tudi nevidne ravni, energijske ravni in da obstajajo tudi duhovne, informacijske ravni, ker je vse zapisano. In da smo mi nekje na tej najvišji ravni vsi med sabo povezani. In tudi komuniciramo na neki ravni, ves čas, veste. In zaradi tega je tudi učinkovitost različnih metod ali pa medicine je odvisna tudi od tega, na kateri ravni zavesti se mi nahajamo. Torej, nekdo, ki je ujet v svoje prepričanja, v svoje dogme, v svoja čvrsta, trda stališča, za njega je medicina edina rešitev. In verjamete mi, njemu ne moreš nič pomagati, ker se ga energija preprosto ne prime in tudi če ga malo lahko napolniš z energijo, je to samo začasno in mu lahko pomaga samo, da se boljše počuti. Včasih je res, da potem na podlagi tega začne razmišljati, ali v tem nekaj je, ampak v glavnem pa, torej, do svoje ravni zavesti lahko potem tudi uporabiš neke metode, ki so seveda na voljo. Tako, problem je seveda, da mi na Zahodu imamo veliko teh zmedenih prepričanj. Na vzhodu je manj več ali pa dol arabski svet, je družba vključena v dolgo tradicijo. Torej, recimo v arabskem svetu, nekje v središču Turčije, vera in tradicija velevata, kako naj živimo, kako se obnašamo, kdo je zakaj odgovoren, kdo kaj sme reči in kdo pravzaprav koga se sploh posluša. In ta tradicija ti ne dovoli,
niti pomisliti, da bi nekaj naredil drugače. Naprimer, da bi ženska vstopila v čajnico, kjer moški sedijo in so v svoji dobri družbi. To je nezaslišano, to ni šans, da sploh stopi, ker je tradicija taka, ker to tako narekuje. In oni nimajo s tem veliko težav, ker je samo držiš se tradicije, plavaš s tokom in potem čakaš, da boš umrl in to gre tako naprej. Ne? Tako, mi pa smo že dali verjetno v prejšnjih življenjih te izkušnje čez in smo danes prišli v ta svet, ker je pa veliko tega, ker smo zmedeni, ker ni več, mi nimamo več avtoritete. A lahko naštejete v Sloveniji neko avtoriteto, nekoga, ki bi ga vsi poslušali? Niga, ne? Niga. Cerkev je izgubila vse svoje pravzaprav prednosti, ki jih je morda nekoč imela politiki. Ravno tako ne verjamemo sodstvu, ravno tako ne verjamemo, pravzaprav mi smo sedaj prepričani, da ne verjamemo nikomur, tudi če bi si nekdo zaslužil naše zaupanje, mi preprosto ne verjamemo več nikomur. In potem se rušijo, vse se ruši pravzaprav in potem zelo težko funkcioniramo. Če gremo naprej, preden bom začel odgovarjati na vprašanja, pravzaprav, kje so vzroki za naše težave? Ko govorim o težavah kot bioterapeut v okviru karmične diagnostike, potem ne ločim telesne težave od tistih težav v odnosih, v težav, ki jih imamo svojo psiho, in torej karkoli, torej težav na poslu ali pa kjerkoli, vse to so težave, ki imajo lahko isti vzrok. Torej nekdo, naprimer, ki ima v sebi, jaz govorim o podzavestnih vzorcih, recimo odvisnosti, to je nekaj kot računalniški program, ki se nahaja v naši podzavesti in recimo nekdo, ki ima takšen program te vrste, jaz imam prav in se ne motim, torej ta človek si bo povzročil prvo slabo klimo, kjerkoli dela, ta človek bo morda tudi zbolel zaradi tega, ta človek bo morda tudi finančno propadel in ta človek pravzaprav bo padel s časoma v depresijo, ki se bo morda izmenjevala še z neko manično fazo in torej samo en vzrok, jaz imam prav in se ne motim, ko se to razreši, ko začne človek sprejemati vse tako, kot je, ko začne drugače gledati na svet, se mu začne vse skupaj spreminjati. To je samo en tak primer. Recimo, ne morem vam danes o vseh teh vzorcih govoriti, ker sem rekel, imate ta predavanja na voljo, si jih pogledate, prejšnja predavanja, imate knjige in marsikaj si lahko o tem torej tudi preberete. Kot še ena zadeva, prej sem vam že malo nakazal, kadar govorimo o neki težavi, recimo, če vzamemo, da je to telesna bolezen, kot simptom, ki ga tudi medicina prepoznava kot bolezen. In če imamo, naprimer, nekdo ima čir na želodcu in medicina bo rekla, da je vzrok za to, recimo, ker oni se morajo zdržati na tej znanstveno dokazani ravni, vzrok za to je v glavnem torej slab način prehrane, morda tudi kakšna jeza ali pa kaj, ne? Mi pa gremo globlje, morda pa ta človek nosi v sebi ravno tako neke vzorce in pogledamo tudi včasih, kadar je potrebno, ali je to prineslo iz prejšnjih življenj, kajti bolezen se lahko razvija več življenj, tukaj pa se manifestira in pride na površje. To je zelo težko sprejemljivo za naš način gledanja na življenje, za našo filozofijo, za pravzaprav krščanski pogled na svet, je to zelo, zelo težko sprejemljivo. In tisti, ki ne morejo sprejeti dejstva, da imamo več življenj, tisti imajo tu rahle težave, ne? In torej, ker je zelo težko to sprejeti, preprosto, običajno skeptiki pravijo, naj se mi eden javi, ki je že prišel nazaj, pa je, torej, ko je umrl, pa naj mi pove, kako je bilo in to, ne? Tudi tega, to obstaja, ampak za mene je to nekaj, kar ne da verjamem, ampak vem, ampak vsi pa seveda nimajo tovrstnih izkušenj. In ko tako pogledamo na naše težave, potem je lažje
razreševati, ko morda pogledamo tudi, da je ta možakar imel recimo čir na želodcu zaradi tega, ker je ta bolezenski vzorec se prenaša tudi recimo generacije nazaj po moški liniji, in ko to pogledamo in ko to vse skupaj sestavimo, potem lahko pridemo do tistih temeljnih, osnovnih vzrokov, vsaj koliko nam je dano danes v tem času v skladu s stanjem naše zavesti, to torej tudi ugotoviti. Seveda, na to pa vplivajo tudi kot sprožilci slog življenja, morda premalo počitka, morda preveč pehanja za dobičkom, morda tudi slabi odnosi, morda tudi nepravilna hrana in pijača, in ko to vse skupaj sestaviš, ko se to vse ujame eno z drugim, potem je bolezen tukaj. In sedaj, kadar govorimo o tem, kaj mi lahko pomagamo z naravnimi metodami, jaz vedno pravim tako, medicina naj naredi svoje, mi pa pomagamo ozavestiti, kaj je potrebno pri osebi spremeniti, tudi energijsko podpreti, včasih tudi s homeopatijo, z čajčki, z, ne vem, veliko tega je akupunkturo, in potem z načinom prehrane, seveda, in potem imamo bistveno večjo možnost za ozdravitev, kot če smo samo vzeli tablete. Jasno, in nimamo pravice pravzaprav zdravnike obsojati, ker nam dajo samo tablete. Zdravnik dela v skladu s svojo doktrino in tistim, kar mu je zaukazano, in tistimi minutami, ki so mu na voljo. Ste videli pred parimi dnevi, torej na travmatologiji, v kliničnem centru, zdravnik pravi, da ima na voljo minuto pa pol za pacienta. In seveda on mu ne more razlagati o prejšnjih življenjih, pa o tem, kak je od starega očeta prinesel slabe vzorce, pa se je zaradi tega poškodoval. To ni njegova naloga. Njegova naloga je tam, da reši akutno fazo, da nekaj razreši. Vendar verjemite mi, če nekdo stopi v luknjo in si zlomi nogo, da je v ozadju tudi nekaj, zaradi česar je stopil v luknjo. Pa te ljudje običajno potem, ko jih malo spomniš na to, da začnejo razmišljati, pravijo, saj res, od doma sem šel, sem se skregal z ženo, 2 ulice naprej, sem pa stopil v luknjo in si zlomil nogo. Torej, zaradi tega, ker je bil jezen, mu je to pobralo njegovo energijo, je bil v blokadi, postal je nepreviden, in ko je postal nepreviden, je stopil v luknjo. Pa še, ta luknja je bila za njega ne kazen, ampak možnost, da ozavesti, da ne sme biti jezen. Namreč mi nikoli ne govorimo o kazni. To ni kazen, to je nekaj, kar nam je v pomoč. In vsaka težava, vsaka bolezen nam je v pomoč. Ne? Jaz sicer zelo grdo se sliši, vendar jaz rad rečem, da hvala Bogu, da medicina ne more pozdraviti vseh simptomov, ker bi se drugače kot družba bi duhovno, dobesedno propadli. Ker zamislite si, da dela vsak, kar hoče, živi kakor hoče, nič ne dela na preventivi in gre k zdravniku, on mu pa da prave tablete, ali pa zdaj, ko so zdaj neki poskusi, raziskave, da bi nam kar nove organe naredili, pa samo prideš kot servis avta, zamenjajo ti jetra, zamenjajo ti želodec in potem ga spet lahko biksaš naprej. Torej nekdo, ki, ne vem, pije vsak dan liter žgane pijače, mu pol pride pa reče, ok, gledajte, zamenjajte mi jetra, pa bom še 10 let lahko zdržal, pa pijem, pa pol spet pridem. Jaz ne govorim o tem, da to nekoč ne bo možno. Prepričan sem, da bo to možno, da bo genetika je naredila svoje in danes so že v stanju razmnoževati celice v laboratorijskih pogojih in narediti dobesedno, kajti genetska koda določenega organa ima v sebi tudi informacije, kako narediti ta organ, in ga bojo naredili. Vendar se jaz sprašujem o smislu tega. Namreč meni to ne drži, nima smisla, to mi ne drži vode, nima smisla. Za mene je bolj smiselno, da se vprašamo, kaj mi moramo spremeniti pri sebi. Seveda, za nekatere ljudi je to še možno narediti, pri nekaterih ljudeh je pa bolezen v takšni fazi, recimo pri raku v terminalni fazi, ko statistično gleda ni več povratka. Torej, še se zgodijo včasih kakšne čudežne ozdravitve, vendar v glavnem za takšnega človeka
je odhod iz telesa edina možnost in nadaljevanje v nekem drugem telesu. Meni je to čisto sprejemljivo, da jaz kot duša, kot individualna zavest, ki sem si zgradil svojo osebnost in telo, in če moja osebnost ne želi sodelovati z mano in ne želi skrbeti za svoje telo, ne želi imeti dobre odnose, kar torej gre v nasprotni smeri od željenega z vidika duše, da ga bom zapustila kot duša, torej to telo. Pa bom insceniral bolezen, pa bom insceniral prometno nesrečo, ali pa kar, kot se velikokrat zgodi, ljudje kar zaspijo in grejo. Mladi, zdravi ljudje zaspijo in grejo. Torej njim ne vidi več smisla življenja. Torej, ne posluša me, glej, s to bodalo se ne bom več ukvarjala, grem, pa pridem nazaj, potem pa bomo drugače razmišljali. Torej, ne vem, koliko je to vam blizu, za mene je to čisto sprejemljivo. Res je, da se malo včas čudim, ampak vseeno. Tako. Ko smo govorili o vzrokih težav, torej lahko bi to tudi drugače opredelili vzroki za naše težave. Težave so najprej v naših odnosih, torej naši odnosi so rezultat našega pogleda na svet. Torej naša prepričanja, torej moja prepričanja mi kažejo, kakšen je svet. Torej, če sem optimist, je svet čisto drugačen, imam zelo dobra očala. Če sem pesimist, je svet zelo krut, krivičen, zajeban bi rekli nekateri. Torej, je svet takšen, da ga je vredno obsojati in takšen je tudi moj pogled. Ker je moj pogled takšen, ki je v skladu s prepričanjem, potem imam tudi odnos do ljudi, s katerimi živim in delam temu primeren. Ali sem nesramen, ali si jih podredim, ali se postavim v vlogo žrtve, ali tisto, jaz temu rečem kalimerovski sindrom, ne vem, ali se še kdo spomni Kalimera, starejše generacije, torej, zelo dobra risanka je bila, zelo poučna risanka, in jaz jo velikokrat uporabim v karmični diagnostiki. Torej, izstopi iz vloge Kalimera. Torej, nisi Kalimeru, ne godi se ti krivica. In torej, naše odnose na ta način ustvarjamo v skladu z svojim prepričanjem. Kak odnos imamo do okolja, s tem si ustvarjamo energije, ki nas okrožajo, ustvarjamo si nove filme, prikličemo si ljudi, ki ustrezajo našemu načinu razmišljanja. Torej, kako najlažje preveriš, a nosiš v podzavesti tistega seveda, kar se ne zavedaš, a nosiš obsojenje nekoga, tako da te obsojajo. Ker zunaj ti vedno pokažejo, kaj nosiš v sebi. Če ti, na primer, obsojaš določene grupacije ljudi, pa naj so to tujci, naj je to nekdo iz drugega kraja, ali pa naj so to pijanci, ali naj so to narkomani, potem boš imel po vsej verjetnosti boš prišel v situacijo, da te bojo te ljudje prizadeli. Torej boš napaden z njihove strani, te bojo obsojali, boš se našel v neprijetni situaciji, ali pa bodo napadli tvoje otroke, če so prevzeli tvoja prepričanja. Torej, če otrok nekoga od nas, recimo, ker je to doma slišal, ker je to prevzel kot način razmišljanja, ker je to prevzel kot način, torej kako se moramo obnašati, obsoja, tudi čeprav samo v sebi je tiho, recimo tujce, ki so z njim v razredu, potem ga bojo ti napadli. Pa se potem, pa pride mamica do mene in pravi, joj, kaj se je zgodilo, zakaj mojega otroka vedno pretepajo fantje, pa smo zamenjali šolo, pa ga spet pretepajo, pa smo spet zamenjali šolo, pa ga spet pretepajo. Torej, ni problem v šoli, ni problem v okolju, problem je v njemu. In jaz, ker imam možnost to pogledam in rečem, gospa, vi sovražite Bosance. Ja, in ko se je začela tega zavedati, ko je to razrešila v sebi, je rekla, da njenega otroka ne napadajo več. Ja, valjda. Kajti,
Kajti njen otrok je potencialno nevaren z svojim razmišljanjem, z svojim stališči in mu okolje mora dati po ušesih, da se nauči. To je sicer zelo kruto, takoj skočijo vse službe, na prvem dnevniku je, na ne vem kaj vse, ampak resnico lahko poiščemo tudi globje. To je sicer nesprejemljivo obnašanje, to je normalno, ne smemo mi zdaj dovoljiti, da bojo se pretepali, pa bojo jutri prišli z noži, pa bojo potem, ko v Ameriki prišli z avtomatsko puško, torej, ker se to stopnjuje, to moramo omejiti, ampak zraven tega bi pa lahko začeli vsi, kot učitelji, vzgojitelji, starši, razmišljati tudi o tem, da ta otrok, ki je bil prizadet, da nekaj nosi tudi v sebi, kar je treba spremeniti. Morda se postavlja v vlogo žrtve. Torej, tisti, ki se postavljajo v vlogo žrtve, vedno najdejo napadalca. Vedno, brez izjeme. Nekje ga bo vedno našel. Nekdo se bo spravil na njega. Ja, se nekoga se spraviš, na tistega, ki je slab. Se ne moreš biti nasilen do močnega. Močni se vsi izogibajo, tisti, ki so osebnostno močni, osebnostno telesno. Nihče noče prizadeti. Ja, mislim, zakaj bi ga pa? Se ga njega sploh ni treba prizadeti, ker se nima kaj naučiti. Tega je pa treba prizadeti. Torej, govorim ne o tem, kaj je prav in narobe, da me ne boste napačno razumeli, ampak o tem, kako potekajo te zakonitosti na višjih energijskih in informacijskih ravneh. Tam se pa zadeve dogajajo čisto drugače. Bil sem pri tem, torej, da moja prepričanja mi določajo pravzaprav življenje, kajti potem torej, moj odnos do vseh mi kvari energije, ustvarjam si energijske blokade tako zunaj v odnosih, kot tudi v telesu, kajti če sem prepričan, da nekaj mora biti točno tako, kot sem si jaz zamislil, taki ljudje najdejo čisto v vsaki priložnosti nekaj, s čim niso zadovoljni. Čisto v vsaki priložnosti. Vedno je nekaj. Ali, ne vem, partner ni na prav način stisnil kalodont, ali, ne vem, je pustil to, ali je, ne vem, karkoli. Torej, vedno. In to je, jaz to rečem tak, čisto v takem kmečkem žargonu, to je kvocanje, ne? Torej, non-stop je nekaj narobe, non-stop nekaj, v resnici je pa vse ok, samo naš pogled na to je lahko takšen ali pa drugačen. In če sem non-stop nezadovoljen, potem si poškodujem energijo tega dela tle želodca, pleksusa, jeter, trebušne slinavke predvsem. Torej, nezadovoljni ljudje, ki veliko obsojajo, si slej ko prej pokvarijo trebušno slinavko in ko si pokvarijo trebušno slinavko, ko ona ne more se več odzivati s tem, da tvori inzulin in ga izloča v kri, ko se nažremo tortic, potem lahko pride tudi zraven še ostalih dejavnikov, torej nepravilne prehrane, pride tudi lahko do sladkorne bolezni. In to je, gledajte, to je tako očitno, vendar ljudje tega ne sprejmejo. Jaz poznam primer, recimo, ker recimo ima možakar sladkorno bolezen, ampak samo dokler je v službi. Na inzulinu je, normalno na igli. Ko grejo na dopust, ne potrebuje en teden ali 10 dni nobenega inzulina. Ko pride nazaj, in je spet na inzulinu, isti dan. Pa sem se pogovarjal z njim, pa sem mu rekel, glej, a ti lahko, ti svetujem, kaj moraš narediti? Ti obsojaš svojega šefa. Ja, ne vem, kaj vse mu je zgovoril, on meni ne bo govoril, kaj moram jaz delati, pa to, pa on je navadna podala, pa ni šolan, tako sem jaz, pa ne vem, kaj vse. Torej, zdaj si pa predstavljate, če ti vsak dan, ko prideš v službo, sovražiš svojega šefa, pa moraš biti bolj, moraš biti, vedujete. Potem pa rečemo, zelo radi rečemo, medicina je nesposobna. Ja, valjda je nesposobna, se medicina ne more zdraviti tvoj odnos z šefom. Medicina samo gasi požar, ki si ga zanetil, res, da ima čez dalje boljše gasilske aparate, ampak ogenj je tu in ti ga ves čas netiš in oni lahko še tako dobre aparate si izmislijo, nikoli tega ne bojo pogasili. Jaz upam, da me razumete koncept tega, torej kaj si mi povzročamo z enim, recimo, navadnim prepričanjem, da je nekaj tako, kot mora biti. In verjamete mi, da tudi jeza, zakaj jeza nastane? Jeza
je, jezo čutimo, torej včasih so mislili, da je jeza čustvo, ne, jeza je čutim jezo, je čutenje. Spodaj, torej naše spodnje čakre, to so čustva. Zgornja čakre 3 je in srce v sredini. Torej čustva spodaj imamo samo 2. Strah in nasprotje tega ljubezen. Oziroma energijsko gledano je to on-off. Zaprt si energijsko ali si pa odprt. Torej, če si v strahu, si energijsko zaprt in če zgoraj v imaš neko prepričanje, da mora zadeva biti točno tako, kot si ti zamislil, čutiš jezo. In normalno, da ko čutiš jezo, jo oddajaš, se jeziš na ljudi, generiraš energijo, ki te obkroža, širiš to energijo v prostor, največ energija ostane v prostoru, veste, ko ti greš domov iz službe, naslednji dan prideš v službo in ta energija te čaka tam. In morda bi naslednji dan bil rad dobre volje, pa ne moreš, ker si padel v isti film, ki si ga včeraj zrežiral. In ravno tako tisti tvoj sodelavec, ali šef, ali podrejeni, ali kdorkoli. Torej, v tem moramo začeti razmišljati torej na način, da se osvobodimo svojih, bi rekel, zahtev, svojih pričakovanj, svojih odvisnosti od tega, kako bi nekaj moralo biti, in vse sprejmemo z ljubeznijo. Potem pa tvorimo drugačna čutenja. Sočutje, toleranco, ne vem, kaj bi se lahko še naštel. Torej, kaj pa je ljubezen? Ljubezen pa ni tisto, ne, da imam jaz rad Minsko zaradi tega, ker se mi dopadejo njeni joški ali pa karkoli. Ampak to je, ljubezen je pustiti vse, da gre po svojim tokom. Pustiti ljudem, torej če nekoga zares ljubiš, potem mu dovoliš, da je takšen, kot je, ga ne poskušaš spreminjati, mu ne pogojuješ, kako se mora obnašati, mu ne govoriš, veš kaj, če bi ti bil drugačen, kako bi bila srečna, naprimer, ne? Razumete, to ni ljubezen, to je odvisnost, pogojevanje, to je ne vem, kaj bi vse lahko naštel, ne? Seveda, mi to zmoremo, se več ne zmoremo v tem, ampak prava ljubezen je popolnoma brezpogojna. V resnici, nekje sem prebral, da ljubezen sploh ne rabi pridevnika. Ljubezen je brez predelnika, ljubezen je ali pa ni. Vse drugo, kar pa ni brezpogojno, pa ni ljubezen. Lahko pa imenujemo nekaj drugače. Je pa, ne vem, živimo v simbiozi, želimo si deliti stroške bivanja in stroške hrane, želimo imeti skupnega otroka, ker nama pije zadnja ura, pa ne vem, kaj bomo, torej ne vem, če bom še lahko rodila, pa ne vem, kdo bo skrbel za nas. Verjete zdaj, če v tem času, kako gre trend, če razmišljate, da boste imeli otroke, da bojo skrbeli v starosti za vas, vprašanje, če igrate na pravo karto, ne? Ker je trend drugačen, torej gremo spet na tisto, ko ne moreš več sam skrbeti zase, potem greš nekam v ustanovu, kjer drugi skrbijo zase, ne, otroci pa ne više, ne več, ne, ampak vprašanje je, zakaj je to tako in zakaj, ali je to v redu ali ne, čeprav jaz, ko se pogovarjam z ljudmi, ljudje razmišljajo tudi v drugi smeri, spet nazaj, torej spet ne, recimo poznam eno prijateljico, ki ima veliko družinsko hišo za 3 družine in ona in še 2 prijateljice z možmi, ki so zdaj v penziji, razmišljajo v tej smeri, da, ker imajo 6 penzij, da bodo nekega dne, ko bo treba skrbeti za njih, enostavno iz mene zaposlile, kot DSP, zaposlile nekoga, ki bo skrbel za njih. In bojo dali tam denar in bodo lahko ohranili to bivanje v, ne vem, doma, naprimer. Razumete, to so neke druge smeri in verjetno mi se menjamo malo, ne, torej ne bomo šli v smer, ko Eskimi, naprimer, ne, ko star človek, ko ne more skrbeti zase, potem on sam ve, da je nepotreben, da je breme, pa odide, se vsede in zmrzne. Ne? Mislim, pri nas je pretoplo, da bi to naredil. Ampak jasno je, gledajte, da jaz celo mislim, ne, da nas bo ekonomija prisilila v to, da bomo spet začele generacije med sabo sodelovati, da bodo tudi mlajše generacije ugotovile, da smo lahko tudi starejši koristni.
ne samo za čuvanje otrok, ampak da lahko tudi kaj naredimo, da smo lahko, da imamo tudi neke nasvete in tako. In spet pridemo do kaj? Do odnosov. Torej, če si uničimo življenje z slabimi odnosi, potem v starosti komaj čakamo, da gremo nekam, da nismo več doma. Normalno, ker so odnosi slabi. Ne? Verjetno je tudi, kdo ve, kaj je tu vse, torej, kaj je v igri, zakaj se te odnosi tudi še med drugim skrhajo, ampak očitno je, da družba na tem področju ne gre v pravo smer. Začel sem govoriti torej, o tem, da bi lahko razdelili torej, vpliv na naše težave, bolezni in vse, kar gre s tem. Torej, eno so te odnosi, ki so tudi, mislim, da so odnosi najbolj pereča zadeva trenutno v naši družbi. In tudi, ko so prihajali ljudje, da jim svetujem, ali spremeniti službo ali ne, so na prvo mesto vedno postavljali slabi odnosi v službi. Ne plačo, torej, tudi če je bila slaba, ampak odnosi so slabi in želijo spremeniti službo zaradi odnosov. Ravno tako, se veste, koliko ljudi se loči, ne? Torej, ne funkcioniramo, nekaj ne štima, ne funkcioniramo dobro, torej te odnosi ne funkcionirajo, če se tako hitro ločimo, ne funkcionirajo tudi zaradi tega, če ko pogledaš, kako veliko število moških in žensk je samskih, si želi partnerja, pa nikakor ne pridejo skupaj. Jaz sem včasih razmišljal, da bi morali uvesti spet tisto včasih stare načine, da nam starši, da prosimo starše, da nam najdejo. Ja, resnično, jaz sem gledal gor, recimo, mene je zanimalo, ko sem bil v Sibiriji pri šamanih, kako pa oni, torej ta plemena, ki se selijo, ves čas se selijo, kako pa si najdejo partnerje. Razumete, ker to je hudič, recimo 300 km ni nobene partnerice, zdaj se pa ti najdi, mislim, kaj na paši, ali kje, ne? Razumete. In so mi razložili, kako to funkcionira pri njih in so zagotovili, da skoraj 100% vsi ljudje najdejo partnerje. Enkrat letno se ta plemena sestanejo, postavijo na eno stran samske punce, na drugo stran samske moške in potem moški, normalno, kar je v skladu s tem dokazovanjem, da so moški, imajo med sabo ves čas rokoborbe, streljanje z lokom, jahanje na konju, ne vem kaj vse, obvladati kamelo in vse to skupaj. Punce pa punce izbirajo, pa reče tam, gleda, pa reče, ta paše na mojo kamelo, pa kar to. In tega bom vzela in moški nimajo pravice zavrniti. Ko te je izbrala, to je tako, ne? Ja, pa punce, ne se misli, da to pri nas gre skozi, ne? Da nima pravice zavrniti. Skratka, gledajte, a niso dobro pogruntali, kako bodo prišli skupaj, kako bodo partnerji prišli skupaj in potem seveda tisti, ki pa v tem krogu letos niso bili izbrani, pa naslednje leto pa vadijo, pa voljačajo, kar pa seveda posledično prispeva tudi k temu, da so moški močnejši, da so bolj moški, da si več upajo, da so predrzni in da so v resnici moški. Ker tam moški, verjamete, ni mamin sinek pri 40 letih. Ne, mama ga je že zdavnaj pustila, mama kuha, pa se z malimi otroki ukvarja. Ona nima čas 40-letnega popa merkati, kje si bo našel punco, kakva bo pa to. Torej, in to jih pripravlja za življenje. To je pa čisto preživetje. Torej, tisti, ki ni sposoben, moški, ki tam ni sposoben delovati na moški način, ima manj možnosti za preživetje. Normalno, to je čisto normalno, v tistih krutih pogojih, ko pozim pride minus 60, pa treba iti najti hrano, halo, razumete? To, kar jih mamo vprašam, mama, daj povej mi, kam ne grem, ne, ali kaj. Razumete? To je to. In to je problem. Problem pri naših moških je to, ker niso inicirani v moško energijo. Ženska je po sami naravi, postane ženska že s tem, ko se rodi, avtomatsko ima samo po sebi iniciacijo, ko dobi prvo menstruacijo
če je noseča, to je spet iniciacija, potem je ko izgubi menstruacijo, je spet iniciacija. Moški se rodi v resnici energijsko gledano kot ženska, moški mora postati moški. In zdaj, če tradicionalne družbe so jim to omogočile, so jih izpostavili trpljenju, preizkušnja, včasih so bili na robu, da bodo umrli in so postali moški in so bili sprejeti v svet moški in ponosni, da so moški. In potem so kot taki delovali. Pri nas pa imajo vse all inclusive in vse skupaj vsi skrbijo za njega, da bi mu ja ne bi bilo hudo, pa da bi to, pa da bi ono. In v resnici je to za njega ugodno, ker se giblje premika v coni ugodja, ampak biološko gledano je pa to degradacija. Je pa to degradacija, ne? Ker če bi se to nadaljevalo, potem čez 5 let bo se še samo ženske na svetu, pa tiste ženske, ki ljulega nosijo. Ne? Ja, mislim, halo? Ja, zares, mislim, to je problem in nam manjkajo te iniciacije. Sicer včasih v življenju dobimo iniciacijo, kakšna nesreča, ali pa včasih so fantje v vojsku hodili in tako, in je bilo marsikaj, ampak velikokrat danes bi morda si morali zmisliti neke druge iniciacije, ne vem, javno mučenje na nekem trgu ali pa karkoli, pa kdo zdrži, ne, malo se hecam, ne, ampak sigurno je, da se premalo zavedamo pomena, da v naravi, ker obstajata dva pola, ženska mora biti ženska, moški mora biti moški. In edino, že gledano iz fizike, plus in minus, sta nasprotji, med katerimi vlada napetost in privlak. In torej privlak je edino med moško in žensko energijo. Če se moški obnaša kot ženska, ženska pa kot moški, potem ni privlaka, ni energije. Potem je to brat in sestra, relacija na energijski ravni, potem je to nič, ne? Torej, dobesedno potem to pomeni nič, ne? Rabimo svetovalce za partnerske odnose, pa ne vem kaj vse. Torej, morajo obstajati nasprotja in kot takšna, jaz mislim, da dajo tudi smisel, torej življenju. In nasprotja so vedno v konfliktu. Tega se tudi moramo zavedati. To je naravni konflikt med plusom in minusom, med žensko in moško, med levo in desno stranjo. In ta konflikt je pa lahko konstruktiven ali pa destruktiven, odvisno. Ali imamo tretjo točko, dol je torej dva pola, levo in desno, torej recimo moški in ženski princip, in tretja točka, točka enosti, to je pa skupni cilj. Skupni cilj partnerjev, recimo, če je skrb za otroka, ali pa skrb za skupno firmo, je potem njun konflikt lahko konstruktiven. Če pa nimata cilja, tretje točke, potem je pa njun konflikt destruktiven. Kot takšen, torej če se ona dva ukvarjata sabo, kdo ima prav, kdo bo komu kaj dokazal, kdo je koga prizadel, kdo je v vlogi žrtve, kdo je krivec, potem pa od tega vsega ni nič. To je sicer zelo lepo rečeno, teoretično. Življenje je pa bolj kruto in se tu pogosto ne znajdemo. Zaradi tega, ker se pa tu ne znajdemo, pa imamo vsi mi, ki to počnemo, dovolj posla, ne? Ja, tak je, ne? Torej, tudi to, torej, tu so mnogi strokovnjaki lahko pomoč, tudi da je bioterapeut, to je lahko tudi psihoterapeut, psiholog, to je tudi prijatelj, ki ti zna prav svetovati, torej, kdorkoli je lahko tvoj terapeut, ne? V glavnem pa jaz pravim, da največji terapeut je tvoj partner. Kajti on ti pritiska na tiste gumbe, kjer je treba pritisniti. In jih tako natančno vedno zadane, da je to neverjetno. To je neverjetno, kako vedno zadane, ne? Ali pa otroci, ne? In potem se iz tega se nekaj naučimo, ali pa se zrušimo, propademo, zbolimo, umremo. Ali pa zapustimo sceno, pa najdemo drugega partnerja, drugi partner je pa, če nismo razrešili, še hujši. Ima pa vse te lastnosti samo malo bolj poudarjene, ne? Torej, da bomo končno enkrat naučili, da se bomo naučili neke lekcije, ne? Ampak nas najbolj zanima pravzaprav z vidika zdravja, kaj bi lahko naredili, ne? Torej,
ker ljudje ne pridejo na terapije zaradi slabih odnosov, pridejo najprej zaradi zdravja. Torej, boli me želodec, ne vem, imam kamne v žolčniku ali pa karkoli, slabo prebavo, ne, in potem, ali pa pojačan PMS, ne, potem pa pridemo do tega, torej, kaj je vzrok. Naprimer, zagotovo, skoraj brez izjeme, pa verjamete mi, tisoče in tisoče ljudi sem obdelal, od tega je bilo vsaj 90% žensk, kadarkoli je pojačan PMS, kadarkoli so boleče menstruacije, je to vedno brez izjeme bilo vsaj na podzavestni ravni podzavestna agresija do moških, nesprejemanje sebe kot ženske, zavračanje svoje ženske vloge, ali matere, ali žene, ali ljubice, ali pa karkoli, torej veliko vlog imate, ne, v tej družbi. In ko se to razreši, se začne izboljševati tudi stanje. Torej sploh pa jeza, ne? Torej, jeza se generira v jetrih, jedra pa dajejo, to je v tradicionalni kitajski medicini, si malo preberite o tem, torej jedra pa dajejo pravzaprav, temu ne smete jemati kot iz fiziologije v medicini, ampak jed, malo drugačen koncept je tle, drugače to obravnavamo. Jedra dajejo kri za menstruacijo. In če je ženska jezna na moškega, lahko je to partner, lahko je to šef, lahko je to brat ali pa oče, potem bo imela boleče menstruacije, potem bo imela krče, potem bo imela PMS pojačan PMS, to je tudi naša težava, ne, partnerjev, in vse to skupaj. Ne. To je vedno tako, ker smo vsi skupaj zelo močno povezani. Ne. Ja. Torej, kaj lahko mi pravzaprav naredimo? Prvo, kar je treba stati na žogu. Nogometaši bi rekli, stani na žogu in poglej, kaj je treba narediti. Torej, če se... Če samo brcate žogo, brez da veste, kam jo boste brcali, pa panično iščete rešitve, pa zdaj k tem doktorju, pa k onemu svetovalcu, pa k temu terapeutu, pa nekateri ljudje, ko zbolijo, poiščejo, recimo v enem tednu obidejo 5 zdravilcev, 2 specialista in ne vem kaj še vse uporabijo, vendar niso stali na žogu, da bi lahko dobro razmislili. Torej, treba je stati na žogu, treba si je, bi rekli, torej po slovenski ljudski, treba si je natočiti čistega vina. Torej, natočiti čistega vina, kje pa jaz sem, torej, kako je moje zdravstveno stanje, imam kakšne bolezni imam, v kakšni kondiciji sem, kako skrbim za sebe, kakšni so moji odnosi na vseh ravneh, kakšen pogled na svet imam, in vse to skupaj torej, nam da neko celostno sliko, ne? In v tej sliki potem začnemo razmišljati, kako narediti neke spremembe, koga pravzaprav poiskati za pomoč. Jaz vedno vztrajam, da kadar smo tudi organsko bolni, kadar imamo neke bolezni, da mora medicina postaviti diagnozo. Torej, ne zaupajte terapeutom, ki vam reče, imaš, ne vem, rak ledvice ali pa imaš rak pljuča ali pa karkoli, ker to preprosto prvo to niso njihove kompetence, drugo pa terapeut se lahko zmoti, veste. Torej, medicina mora postaviti diagnozo, potem pa je treba začeti iskati vzroke. Brez karmične diagnostike, čisto po zdravi kmečki logiki, če si napišete, jaz v knjigi tudi podajam malo take recepte, kaj lahko pogledate, če si zapišete, kje niste zadovoljni, kje vas boli, kakšni so vaši odnosi, kako se prehranjujete, ali imate čas za počitek, ali dovolite, da vas zlorabljajo in tako naprej. Torej, že lahko postavite eno bolezensko sliko, torej postavite na nek način tu vrsto diagnoze, potem pa je treba sprejeti odločitev za to, da sem odgovoren za svoje življenje, sprejeti odločitev, da bom tudi sodeloval, kajti če vi ne sodelujete, potem vam ne bo tudi medicina, Bog ve kaj pomagala. Torej, vse to narediti in potem narediti nekaj
da imam sploh pogoj, da naredim spremembo. To je pa energija. Če nimam dovolj energije, ne morem narediti nobene spremembe. Verjemite mi, vi lahko depresivnemu človeku brez energije, mu lahko, sploh če je še navlečen na močna zdravila, vi mu lahko govorite, karkoli je treba narediti, on vas samo gleda in kima. Ja, seveda. Ne more pa, ne da noče, ne more narediti nobene spremembe, ker nima energije. Energijo pa lahko dobimo na različne načine, lahko s hrano in torej z pijačami in vsem tem, torej lahko vzamete neke energijske napitke ali pa karkoli, to je ta vrsta energije, ki vas tudi lahko osveži, pa malo dobite en tak fleš v telesu, pa se boljš počutite, imate več energije. Lahko dobite energije od terapeuta, če greste k terapeutu, vendar to se plača, ne? Ta energija ni zastonj. Je pa ena energija zastonj, to je pa energija, ko se povežemo z virom, z izvorom, torej z božanskim, absolutnim. Ta energija je pa zastonj. To je tako očitno, da večina ljudi ne verjame. Ker treba to zakomplicirati, ker mislim, kaj doktorsko disertacijo napisati na to, ampak v resnici je zadeva zelo enostavna. Torej, povežem se, predam se temu absolutnemu, na kak način to naredim, ali z določenim postopkom, jaz ga recimo v knjigi navajam, ali pa z molitvijo. Torej, tist, ki je resnično veren, če moli, ampak moli s sočutjem, ne v glavi, torej besede molitvi ne pomenijo nič, verjemte mi, ampak sočutje. Sočutje je pa nekaj, kar čutimo, s čimer se, to je koda, ki nas povezuje z vsem, z vesoljem, z božanskim, s čimerkoli. Torej, če imamo sočutje, smo povezani z vsem, imamo tudi dovolj energije, imamo tudi dovolj podpore. Torej, povežemo se in ko se povežemo, ko imamo energije, potem lahko začnemo delati spremembe. Seveda, kaj bi ljudje največkrat radi? Ljudje bi radi, da jim daš formulo, da bojo to enkrat naredili, potem pa en mesec ne dela, pa te pokliče, to ne dela. Ja, pa kolikrat na dan pa vadiš, ja, zadnjič smo pri vas. Ja, valjda da ne dela, mislim, razumete? Torej, to mora biti postati način tvojega življenja, razmišljanja, usmeritve. Torej, če se vsak dan povežem na nekakršen koli način, lahko tudi z molitvijo, lahko tudi z določenim postopkom, potem bom slej ko prej prišel v takšno stanje, da bom praktično skoraj ves čas v takem stanju. Recimo, jaz zdaj, ko predavam, jaz sem v tem kanalu, v tem stanju in torej lahko bi tu, verjemte mi, da bi lahko tu 10 ur sedel in še lulet mi ne treba iti, ker se vse funkcije zaustavijo, ker nič ne dela, samo kanal sem. In lahko bi bluzu tle 100 na uro, verjemte mi, samo temo mi odprete, karkoli hočete. Samo teče skozi mene. In tako karkoli, če delate, ko ste povezani, potem to lažje delate, na lažji način, potem to delate iz sebe, tisto, kar vi zares ste, potem ni treba glumiti, potem ni treba citirati drugih avtorjev, potem ni treba, ne vem, se sklicevati na svojega profesorja, ki je citiral to in jaz včasih meni je začelo iti na jedra zaradi tega, ker sem gledal, naprimer, ne vem, na področju športa, nek profesor naš je napisal neko knjigo, recimo Stretching, vaje za raztezanje, ne? In potem so vsi študenti 10 let samo njega citirali. Pol pa meni pride originalna knjiga, ta iz Švedske ali iz Danske gor, ki jo je ta profesor prepisal, pa vzel od nje, torej koga so oni citirali, ne? Ker vidite, kakve so to neumnosti. Torej mi citiramo nekoga, on je citiral onega druga, ta je citiral onega in potem se to samo ponavljajo kot citati in potem imamo ex katedra zapovedi, torej da se drugače ne sme razmišljati, kot je ta rekel. Ja, valjda. Ne? In potem je to, se veste, kam to pripelje, ne? Tak. Torej smo rekli, stati na žogo, razmisliti, kje ga biksamo, če ne moremo sami, poiščemo pomoč, nekoga, ki nam bo pomagal ali z direktnim uvidom, jaz to naredim z direktnim uvidom, dobesedno preberem informacijo o vašem biopolju, ali pa nekoga, ki dela to na analitičen način, psiholog, psihoterapeut ali pa kdorkoli, strokovnjak z tega področja, ki vam bo postavljal vprašanja
in potem na podlagi vaših odgovorov, vaše mimike in vsega tega bo prišel do nekih ugotovitev. Seveda tle se pojavlja problem, na butasto vprašanje je butast odgovor. In zdaj, tako da če imate kdaj butast odgovor, lahko da se vam butasto vprašanje postavili. Ni nujno, da ste vi butasti, veste. Tako da razmišljajte malo o tem, ne? Torej, mi smo v glavnem v redu, ampak nam ne postavljajo pravilna vprašanja. Tudi v znanosti velja, veste, da ni problem raziskati nekaj in potrditi. Problem je postaviti si pravilna vprašanja. Torej, postaviti hipoteze, ki jih preverjamo. Tu pa že potrebujemo nekoga, ki pa ima malo soli v glavi, ne? Ki zna torej postaviti pravilna vprašanja in zna potem to dokazovati na tak ali pa na drugačen način. In seveda potem se lotiti razreševanja. Jaz vam zdaj tle ne morem, premalo časa imamo, da bi vas vodil skozi postopke, da bi to reševali. Imate posnete filme iz Maribora, Sežane, iz Domžal, kjer je ta postopek posnet in ta postopek, ko greste skozi njega, ima tudi energijski zapis, ravno tako, kot da bi jaz vodil, da ste tam. In lahko naredite marsikaj, če ste pripravljeni, seveda. Ne? In kako dolgo morate to delati? Kdaj ste čisti od vsega tega, ko vas nič več ne razjezi, ko nimate nobenih občutkov krivde, ko lahko vse sprejemate tako, kot je, ko ste lahko prijazni, ljubeči, tudi ko vam ne gre najboljše in tako naprej. Torej, imamo vsi skupaj kar precej dela. Rekel sem vam uvodoma, da jaz tudi padem na izpitu. Tako sem padel na tem zadnjem, ko smo imeli predavanju, torej nisem še razrešil čisto svoj občutek nadmoči, vzvišenosti, torej jaz pa lahko naredim nekaj, kar drugi ne morejo narediti. In takoj dobim po prstih, ja, valjda. In zdaj, če je ta vzvišenost tako visoka, potem ne bojo poslali nekoga od učencev, da mi da po prstih. Pol pošljejo od zgoraj nekoga tak, ki ima zares, ne? Torej, verjamte, to je da taka energija čisto, rekel bi, čisto zlo. Jaz sploh si ne morem predstavljati, da še kaj tako, ker kosti so me bolele, ko smo to delali. Torej, sem se naučil te lekcije. In zdaj, jaz upam, da ne bom več vzvišen, če pa bom še kdaj, bom pa dobil po prstih. Torej, za naše napake, ki jih delamo, ne potrebujemo nobene zaščite. Etika, odprtost je moja zaščita. In odprtost zato, da ko ga piksam, dobim po prstih. Torej, tu sem, če kaj narobe delam, bom dobil po prstih. Ampak jaz hitro dobim po prstih, ali simptome prehlada, ne, pa se drugače januarja lahko skočim v morje, pa plavam, pa se ne bom prehladil, ne. Torej, tako, to je tudi ena taka, bi rekel, zmotno razmišljanje, aha, mal prepiha, zaradi tega, da sinusi bolijo, si se prehladil, ne. Torej, zakaj pa potem me ne bolijo, ko skočim v vodo, ki ima 10 stopinj, ali pa polet Soča, ko 8 stopinj, ne, pa se ne prehladiš, ko ga pa piksaš kaj na teh ravneh, potem pa dobiš opozorilo, jasno, ne. Tako da vse te zaščite, raznorazne, ki jih lahko kupite tako ali drugače, zaščita pred hudičem, pred slabimi mislimi, pred slabim delovanjem, pred nekim zlom, pred tem, pred ne vem kaj vse, ko jih lahko kupite, to veste to tako, torej, dobro delo ste naredili, ker ste dali denar, da lahko preživijo družine tistih, ki prodajajo, ki delajo in tako, pa še nobene škode nimate od tega, ne. Tako da dobro delo ste naredili, vesolje vedno vrača, kadar vlagamo denar v njega. Slej ko prej se to zaokroži in dobite, tako da dajte to tak. Dajte denar, ampak nekdo, ki naprimer da tam, poznam primere, en si v misli, nadobudni, bi rekel, terapeut v misli neko zaščito, 500 evrov stane, ki ga ščiti od slabih energij, to daš za 500 evrov, ampak za 500 evrov bi lahko šel, ne vem, Sharm el Sheikh pozim, ne, skoraj. Torej, pa bi se veliko boljši imel, ne, torej, hočem reči, ne obsojam tega, gledajte, vsi nekako moramo zaslužiti, vse se mora razdeliti nekak denar in vsak poskuša na svoji ravni. Ampak tisto, kar pa deluje po mojem razumevanju in po mojih izkušnjah, je pa sprememba sebe. In energijo dobiti od zgoraj. In tu ima tudi, veste,
jaz včasih nisem razumel, zakaj se v uradnih cerkvenih krogih tako obsojajo vse metode. Ker oni pravijo tako, ne? Torej, če imaš pravo resnično vero v Boga, ne rabiš nobene metode. In to je res. Torej, resnična vera v Boga, to pomeni, da si povezan, da sprejemaš življenje takšno, kot je, in da se trudiš biti čim boljši, tudi če je to zaradi tega, ker te je strah, ker ko umreš, prideš v čakalnico, pol bojo pa rekli gor ali dol, odvisno pač, ko pride sodni dan, ampak ne glede na to, kakšen je motiv, kakšen je cilj, torej resnično verni delujejo na tem, torej delajo na sebi, z molitvijo, z tem, da dajejo drugim, da pomagajo drugim, da se držijo 10 božjih zapovedi, saj 10 božjih zapovedi za tistega, ki se jih popolnoma drži, so lahko ravno tako, to je ezoterični sistem, je lahko ravno tako učinkovit. Seveda, mi ljudje ne bi bili ljudje, če ne bi od teh 10 zapovedi si izbrali tiste, ki se jih bomo držali, ne? In tiste, ki za nas ne veljajo. Seveda, to je pa potem seveda tisti, ki sebe deklarira, kot da je veren, od 10 zapovedi se jih pa 6 drži, 4 pa krši, potem zelo težko, nekaj tu ne štima, ne? Mislim, da se strinjamo, ne? Torej, ali se držiš tega zares, potem pa rečeš, da si veren, čeprav jaz ločim med vero in religijo. Veren je tisti, ki verjame v nekaj, tudi če ne razume, tudi če ne vidi, torej tako kot mu tolmačijo. Religiozen je pa tisti, ki ima izkušnjo gnoze, to pa pomeni direktno izkušnjo božanskega, te čiste zavesti, tist pa postane potem religiozen. To so dve stvari, ki nimajo iste teže, istega pomena. Torej lahko bi rekli, da si najprej veren, ko pa spoznaš tisto ta pravo, potem si pa tudi